Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaša vprašanja ter pobude in tokrat izjemno zanimiva ter aktualna tematika. Namreč začeli se bomo spraševati, zakaj so sploh bolidi v svetovnem prvenstvu Formule 1 pobarvani. Za malce sarkazma bi lahko dejal, da današnje vprašanje bi bilo lahko postaviti tudi drugače. Namreč zmeraj bolj aktualno postaja, da bolidi Formule 1 so razbarvani in ne pobarvani, zato bi se danes lahko spraševali, zakaj so nekoč bili pobarvani bolidi Formule 1. In tu bomo videli najprej, da v samem športnem pravilniku ni nekega določila, naprimer, do kakšne površine mora biti bolid pobarvan. Najprej lahko vidimo, da tisto pravilo okrog uporabe nacionalnih barv je tu dobilo neke vrste izjemo, na to, da oba bolida v ekipi morata biti pobarvana enako, seveda, da ločiti se ju da z uporabo številk in drugače obarvane kamere, ampak o kakšnih površinah, ki morajo biti pobarvana, ni tu ne duha in ne sluha. In pogledal sem tudi malce za nazaj, dobil izpis, kaj je pisalo v športnem pravilniku, naprimer leta 2013. In moram vam priznati, da kakšne bistvene razlike ni. A znano je dejstvo, da približno od leta 1900 pa do konca sezone 1967 so bolidi bili pobarvani v tako imenovane nacionalne barve. In tu imamo nek primer. Namreč za ekipe iz Velike Britanije je veljalo pravilo, da so v temno-zeleni barvi. Nato je prišla na vrsto tista komercialna era, kjer so ekipe svoje bolide začele barvati v barve, ki so zastopale logotipe pokroviteljev. A vseeno tudi takrat nihče ni prišel na genialno idejo, da bi bolid razbarval in tako prihranil pri sami masi. Namreč bolid, ki je lažji, je tudi hitrejši. In zopet marsikdo se bo spomnil na tisto zgodbo o srebrnih puščicah Mercedesa. V prav posebnem prispevku sem tisto zgodbo postavil v rahel dvom, ampak vseeno pri Mercedesu so pred drugo svetovno vojno to naredili. In lep dokaz je praktično za mojim hrbtom na sliki na steni. Ampak zakaj pri Mercedesu so to počeli, ostale ekipe si pa tega niso privoščile? Je samo prihranek pri masi tisti ključni dejavnik ali moramo začeti razmišljati tudi rahlo širše? Namreč tako ali drugače pri Mercedesu so razbarvali svoje bolide. Videti je bilo mogoče praktično surov aluminij. Ampak ta površina je bila spolirana in gladka, morda še bolj gladka, kot bi bila, če bi jo v tistem obdobju barvali. In sedaj lahko vidimo, da barva na samem bolidu Formule 1 ima morda še kakšno drugo funkcijo. In sedaj si bomo ogledali, kako to izgleda praktično v realnem svetu. Tu, kot običajno, si bomo pomagali z delom, ki ga imam v lasti, čeprav gre za košček Formule 4. In vidimo, da ta bočni usmernik je v bistvu prebarvan, vidimo, da ima reklamne napise, vidimo tudi, da je poškodovan, ampak tu moramo biti natančni. Namreč tista modra barva je le film, ki je prilepljen. Čeprav, kot vidimo na tistem delu, ki
sega proti zračnemu toku, je lepo zavihan čez rob, zadaj pa ne. Jasno je, da notranjost je iz kompozitnih materialov kevlarja in ogljikovih vlaken in vidimo lahko, da ta zaščitna folija, ta film, ima tudi drugačno funkcijo. Ne samo tisto, recimo temu komercialno. Površino naredi izjemno gladko na tem delu, ki je praktično izpostavljen zračnemu toku. Površina na notranji strani, ki ni oblepljena, je malce bolj groba, čeprav tu moram dodati še nekaj. Reklamni napisi so tudi nalepke in imajo svoj rob, ki ga s prstom čutim. Torej, lahko bi dejali, da barvanje bolidov je imelo v preteklosti in ima verjetno tudi še danes prav posebno funkcijo. Namreč, tako so lahko dosegli gladko površino, kar je bistveno pripomoglo k zmanjšanju zračnega upora. In sedaj bi vas rad spomnil še na nekaj, kar se bo morda marsikomu izmed vas zdelo tudi zanimivo. Namreč, leta 2016 so pri ekipi Red Bull praktično prvi uporabili tako imenovano mat barvo na njihovi barvni shemi. In zopet je bilo ogromno govora o tem, kako so s to drugačno tipologijo barve prihranili pri sami masi. Ampak ne le to. Ta barva ni tako gladka kot ona bleščeča, a ima neko lastnost, ki je zanimiva. Namreč ta rahlo hrapava površina prepreči raznim delcem, naprimer pneumatik, ki se nahajajo na progi, da bi se tokom dirke nekako sprimili na površino. In to smo lahko marsikdaj opazili, da bolidi Formule 1 na koncu so bili pravzaprav vsi umazani. In ta umazanija na aerodinamičnih površinah zagotovo ne koristi. In tudi tu lahko vidimo, da barva kot taka ima v sodobni Formuli 1 in tudi v tisti, ki smo jo gledali v preteklosti, svojo funkcijo. In sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj pa danes tako malo barve uporabljajo pri skorajda vseh ekipah. Ker je prihranek pri masi bistveno bolj pomemben od tiste dodatne funkcije, ki jo barva da na sami površini. Tudi zato, naprimer pri tovarniški ekipi Mercedes, lahko vidimo, da zgornji del je še zmeraj obarvan, lahko tudi ne bi bil, kajti prav tam je največji stik same šasije z zračnim tokom. Seveda, kot običajno gre za mojo interpretacijo te težave, za moj poizkus nekega racionalnega odgovora na tisto, kar vidimo v sedanjem svetu Formule 1. A vseeno, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.